O moj bog, ta teden je bil, ne vem, vse se je vrtelo okrog svobode v ujetništvu. Mm. Bil je zelo pester teden, zelo veliko se je dogajalo, zelo napeto vzdušje že na začetku tele naše oziroma predvolilne kampanje. Dajmo si malo pogledati, kaj se je dogajalo ta teden in nekako povzeti, oziroma jaz bom z vami delila, kaj vse sem nekako raziskovala in ugotovila, ker sem se zelo poglobila v te tematike, ampak ne tam po televiziji, kar prodajajo, ampak sem v bistvu veliko brala zapise drugih ljudi in njihove perspektive. In v bistvu v teh njihovih perspektivah iskala mogoče neko potrditev za to, kar sem tudi sama čutila. Ok, pogledali si bomo najprej tale kibernetski napad in vse, kaj se je dogajalo v ozadju in kaj jaz sumim, da je v ozadju dejansko vsega tega. Pogledali si bomo tudi tale incident s truplom živali na oglasnem panoju Svobode. Katastrofa. In če bo ostalo še kaj časa, bom pokomentirala še predvolilno soočenje, ki je bilo v ponedeljek na Pop TV in so ga imeli seveda tam v Kopru. By the way, zelo zanimivo soočenje je bilo to zame. Ampak bomo videli, če če bomo imeli dovolj časa. Tako da gremo hitro v akcijo. Kibernetski napad. Kaj se je zgodilo? Se pravi, prejšnji petek ali pa je bila to sobota, je Golob ustvaril objavo na Instagram storiju, s katero se je želel približati mladim. In jedel je burek tam na Prešernovem trgu in potem je dal anketo na to svojo objavo, v kateri smo lahko glasovali, ali se počutimo svobodne. Izbirali smo med odgovori da in ne. Aleksandar Repić, spletni influencer oziroma spletni vplivnež, ki rad pokomentira dogajanje v Sloveniji oziroma ki rad izpostavlja stvari, ki so napačne v našem sistemu, je bil takrat v Dubaju. In opazuje tole objavo od Goloba, jo je pokomentiral v svojem Instagram storiju in pozval svoje sledilce, ki jih je več kot 100 000, da naj grejo na Golobovo anketo in glasujejo. Seveda ni povedal, kaj glasovati, ampak je pozval samo k udeležbi v tej anketi. Seveda veliko število sledilcev je šlo na Golobovo anketo, je glasovalo in rezultati so bili porazni. Porazni. 90% ljudi je glasovalo, da ne, se ne počutijo svobodne. In ker Golobov ego je prevelik, da bi to ponosno kazal na svojem profilu, je po 10 urah tole objavo izbrisal. In kmalu zatem so iz Svobode sporočili, da se je na Golobov, se pravi na profil Roberta Goloba in na profil Svobode, da se je zgodil kibernetski napad. Kibernetski napad je v bistvu spletni napad, ko ustvarijo, pač roboti ustvarijo bote, se reče, ustvarijo fake profile. In sicer zato, da potem neki profil dobi ogromno število fake profilov naenkrat, kar algoritem zazna kot sumljivo dogajanje, zato profil zaustavi, se pravi, ga potisne nazaj ga potisne v ozadje, da objave ne prihajajo več med sledilce, dokler se ne ugotovi, kaj je s tem profilom narobe. S tem se seveda zaščiti s tem se naj bi zaščitilo profile, se pravi, kadar veliko profilov se tega okorišča zato, da dobijo pač več sledilcev, ne, da izgleda številka večja, ne, da imajo kao večjo kredibilnost, in so se pač v preteklosti večkrat tega okoriščali. Zato je pač Instagram to naredil tako, da če se zazna sumljivo dogajanje na nekem profilu, algoritem objave tega profila ustavi, tako da ti takrat lahko objavljaš, ampak noben teh objav v resnici ne vidi. Zdaj,
Ta dva dogodka sta se zgodila sinhrono. Torej, veliko število sledilcev iz profila Aleksandar Repić je šlo na profile od Svobode in hkrati domnevni kibernetski napad. Ne, istočasno. Sumljivo, kaj ne? Zdaj, Aleksandar Repić je to takoj razglasil kot še to, ne, pol seveda, ko je prišel ta kibernetski napad, so na Gibanju Svobode in Robertu Golobu zaprli profil za javnost. In Aleksandru Repiću je bilo to smešno, zato je pač to izpostavil in je tudi pozval svoje sledilce, naj grejo nazaj na profil od Svobode in od Goloba, ter naj pod objave napišejo hashtag nismo fake, kot v smislu nek tak dajmo reči, protest, da bi pokazali, da vseh teh 5000 ljudi, ki je šlo tja glasovati, da to niso neki boti, da to niso neki fake profili, ampak so resnični ljudje, ki stojijo za temi profili. To so res te sledilci naredili in na profilu Gibanje Svoboda so začeli brisati množično te komentarje, ampak jih je bilo preveč. In blokirali so tudi Aleksandra Repića, oziroma njegov profil so nastavili tako, da je Aleksandar lahko komentiral, ampak njegovi komentarji niso bili vidni. To je Aleksandar izpostavil v svojem storiju in pokazal tudi na primeru, se pravi, on je napisal komentar, tega komentarja ne bo nihče videl in dejansko pač, jaz nisem šla preverjati, ga pač ni bil viden. Torej, tukaj se je že pojavlja tole vprašanje, kaj je zdaj s tem kibernetskim napadom. Ali so oni dejansko doživeli kibernetski napad, ali so to uprizorili zato, da bi recimo, da bi v bistvu upravičili tole hitro napako na strani Svobode, ko so zaprli profil in brisali komentarje. Se pravi, da bi si nekako oprali ime. Pač le sta torej dve možnosti, ne. Lahko, da se je res zgodil ta kibernetski napad, lahko pa, da se ni. In zdaj dajmo to razčleniti. Če se ni, seveda, če nimajo dokazov, da se je res zgodil, sicer jaz sem videla kao neke dokaze, ampak ne vem, to je bilo vse tako bolj neki, ni bilo glih kredibilno za moje pojme, ampak recimo, če se tale kibernetski napad ni zgodil, je potem to več kot očitno neka akcija Gibanja Svobode, ko so se hoteli na nek hiter način izmuzniti iz tega sranja, v katerega so se spustili s tem brisanjem objav, zapiranjem profila, brisanjem komentarjev, ne. Tako da s tem kao so rekli, ja, to je bil kibernetski napad na drugi strani in ne, pač da si malo perejo ime. Druga možnost pa je, da se ta kibernetski napad res zgodil, ampak ta druga možnost se spet razdeli na dve poti. Prva pot je ta, da bi lahko bil ta kibernetski napad ustvarjen iz strani enega od Repićevih oziroma Picijevih, ne, Pici je njegov tudi nadimek, ali Nepridiprav na Instagramu. Torej, lahko bi se zgodil iz strani kakšnega sledilca, ki je videl pač Picijevo objavo in dajmo reči, da se ta sledilec pač ukvarja s takimi zadevami in za še malo ponagajati je on ustvaril istočasno ta kibernetski napad. Okej, to je čisto možno, da je bilo kaj takega. Druga možnost, ki pa je tudi zelo meni blizu, oziroma se mi zdi še najbolj verjetna, oziroma najbolj verjetna se mi zdi ta, da je to zlagano, ampak druga najbolj verjetna pa je ta, da so si Gibanje Svoboda ta kibernetski napad naredili sami. Zakaj? To je bila kot neka vrsta njihove mi smo žrtev in kako so oni bogi in kako jih vsi napadajo, pač za pridobivanje neke pozornosti, za v bistvu preusmerjanje pozornosti proč iz problemov, ne, kot so, da niso ustvarili nobenih konkretnih rezultatov, ampak bolj na te druge stvari, kako so mi bogi, dajte voliti za nas, ne, glejte, kako nas napadajo, moramo najti moč. Ta ideja, da so si sami naredili kibernetski napad, ni zrasla na mojem zelniku, to sem prebrala pri enemu, pač pri neki osebi, ki je delila svoja mnenja na Facebooku, in ko sem to prebrala, mi je bilo relevantno, ampak zakaj, to bom povedala potem, ko se lotimo tega trupla živali. No, potem, kaj se je zgodilo,
ko se je čez par dni Pici Aleksander Repić vrnil iz Dubaja, so ga ob prihodu na Brnik aretirali. In seveda vsi mi, ki spremljamo Aleksandra, smo takoj posumili, pač ja, to je Golob splaniral zato, da ga utiša, ker je pač preveč ostro komentiral njegovo politiko oziroma njegovo vlado. In pa vsi so nekako, tako tudi sem opazila, da no, vsi so nekako tako predvidevali, da je pač to od Goloba, ampak tudi Aleksander Repić je pol to potrdil. On je že vedel, da ga bodo aretirali ob prihodu, se pravi, še preden je vzletel iz Dubaja, je dobil sporočilo, da ga bodo čakali na letališču. In je potem tudi dal objavo, kjer je povedal, da zdaj leti iz Dubaja direkt v Ljubljano. Aleksander je rekel, da je imel možnost iti na drugi let. Imel je možnost iti proč iz tega letala, kupiti novo karto in prileteti v Zagreb in zajebati tele kriminaliste, ki so ga tam čakali, ampak je rekel, ne bom. Grem tja, ker me zanima in pač dajmo pogledati, kaj je to. Zdaj, to je bilo izjemno tako pogumno dejanje in lik zaradi tega jaz Repića še bolj spoštujem. Zdaj pa tako, dajmo iti malček na Repića, tisti, ki ga ne poznate. On ima kar tako burno preteklost, tudi sedel je v zaporu zaradi malomarnosti, ker so kot najstniki, se mi zdi, se lotili neke barake tam pri vrtičkarjih, mislim, da v Štepanjskem naselju. Otroci so bili in so se odločili skuriti tam neko barako, dajmo reči nevzgojeni mulci ali pa problematični mulci. Niso pa vedeli, da je v tej baraki nek brezdomec oziroma nek človek, ki je tam spal. Ta baraka je začela goreti, ampak ta gospod je umrl zaradi zastrupitve z monoksidom. Torej šlo je za uboj iz malomarnosti, zaradi česar je potem Aleksander tudi šel sedeti v zapor in tam je bil slabi 2 leti. Ko se je vrnil nazaj iz zapora, je začel delovati drugače in zdaj tako, veliko ljudi, ne veliko, veliko ljudi je na njegovi strani, ker imajo zdravo pamet, ampak so določene skupine posameznikov, ki pa zdaj, on je pa kriminalec, on pa je to in zdaj pa je on kriminalec za vedno in njemu se ne sme verjeti. Taki ljudje so meni prav glupi, ker to, da ti ne moreš oprostiti nekemu človeku, samo kaže na to, da si ti en poden od človeka, ki nikoli nisi delal na sebi, ki se nikoli nisi naučil iz lastnih napak in nikoli nisi stremel k temu, da bi se spremenil. In zato taki ljudje, ki ostanejo na nivoju najstnikov in živijo s temi istimi mentalnimi vzorci še celo življenje, ne morejo verjeti, da se lahko nekdo dejansko spremeni. Ne morejo verjeti, da nekdo dejansko lahko drugače začne živeti in se naučiti iz lastnih napak, zato ga obsojajo. Če je bil enkrat v zaporu, je vedno kriminalec in konec. Saj je. In glej, tudi zdaj so sprejeli ta zakon, kriminalec naj ne bo politik. Jaz se s tem zakonom strinjam. Pač ja, če si bil v zaporu, če si bil problematik, logično ne moreš biti na nekih takih pomembnih in vodilnih položajih, ker kot mi je par oseb napisalo v komentarjih pod objavo, kjer sem komentirala Repića, volk menja dlako, značaja nikoli. Ali volk menja dlako, značaja nikoli, mislim, da gre takole. In seveda te ljudje sploh ne razumejo, kaj ta rek pomeni. Zdaj, Aleksander Repić je nepridiprav. Kriminalec ni, kriminalec je bil, zato je sedel, je odplačal svojo kazen in to je zdaj preteklost. Ampak on je, dajmo reči, nepridiprav, tako se tudi sam poimenuje, oziroma tak ima vzdevek na Instagramu. Včasih je bil nepridiprav tak, da je jezo stresal na druge ljudi, da je delal razen kažin po pač razne problematične zadeve, da je naredil to s tem požigom in tako naprej.
ampak on je v zaporu odvrgel to svojo dlako, njegov značaj je še vedno ostal isti, ampak zdaj to energijo usmerja direktno v sistem in v njegove napake. Je zelo brihten fant, zelo prebrisan fant, in dejansko je naredil že veliko takih akcij, s katerimi je ljudem pomagal, od tega, da jim je pomagal zbirati denar, če so bili v kakšnih stiskah, do tega, da je začel opozarjati o influencerjih in predvsem o teh, ki reklamirajo kazinoje. Povedal je, da je tudi sam dobil ponudbe, da bi promoviral razne igre na srečo, in tudi povedal je, kakšni so to zneski za en video, ki ga posnameš. In izpostavil je vse influencerje, ki so kadarkoli promovirali kazinoje. Izpostavil je zgodbe ljudi, ki so nasedli tem promocijam, ki so šli igrati te igre na srečo in zaradi tega prišli v take dolgove, da se iz tega niso mogli še nikakor izvleči. Tudi nekateri družinski člani so zaradi tega naredili samomor, in je vse to izpostavljal. Potem je v začetku tega leta govoril o enem odvetniku, ki naj bi bil pedofil, zbral je tudi dokaze, ki naj bi bili resnični. In začeli so ga kontaktirati novinarji, da bi radi o tem govorili, ampak pol kar naenkrat je to potihnilo, kar je bilo Repiću zelo sumljivo, zato se je tega lotil kar sam in sam posnel nek tak dokumentarec o tem odvetniku. Žal so ta dokumentarec izbrisali, zdaj ne vem kdo, ali ga je Aleksander sam izbrisal ali ga je izbrisal YouTube zaradi prijave. Ker namreč v tem posnetku so bili, v tem dokumentarcu so bili posnetki, ki jih je Aleksander posnel, ko je šel sam do tega odvetnika, da bi ga soočil, ni ga izsiljeval, samo hotel je njegovo potrditev oziroma iskal je pač njegovo reakcijo. On je šel tja k temu odvetniku zato, da bi mu rekel: "Poglej, imam tukaj dokaze, da spolno zlorabljaš mladoletne osebe, kaj je zdaj s tem, povej." In odvetnik se je izogibal temu, je govoril, da je to vse fake. In seveda, kolega, ki je bil takrat z Aleksandrom na tem sestanku, je to na skrivaj snemal, kar je seveda protizakonito, ampak snemal je zato, da bi imel dokaz, da tega odvetnika nikoli niso izsiljevali. Ko je torej Aleksander prišel iz Dubaja in so ga aretirali, so ga domnevno, oziroma tako je vse bilo prikazano, aretirali zato, ker naj bi obstajal sum na izsiljevanje tega odvetnika za denar. Torej, sum je bil, da so odvetnika izsiljevali, češ, dej mi denar in ne bom objavil posnetkov, kar pa ni res. Aleksander ima svoj denar in kot je videti, mu ga ne manjka, se je znašel v življenju, je uspešen, in on tudi sam pravi, da se njega ne da kupiti, in seveda jaz mu verjamem, vidim ga, kako deluje, tako da sem absolutno tukaj na njegovi strani, vsaj tako, kot se zdaj odvijajo ti dogodki. Meni, kar je smešno, je bilo to, da s tem primerom, se pravi, ko je on objavil dokumentarec o temu odvetniku, je kmalu zatem dobil od tega odvetnika tožbo. Ampak to je bila civilna tožba in oni so začeli pač to reševati. Potem pa, takoj po tem kibernetskem napadu oziroma omadeževanju našega golobčka, pa kar naenkrat dežurni sodnik, pazi to, dežurni sodnik, je točno en dan pred letom podal odlok, da ga morajo aretirati in mu in narediti hišno preiskavo. Si misliš? En mesec in pol so se s tem ukvarjali, potem pa dežurni sodnik je mogel to točno uri dan, ko se je vedelo, da bo prišel Pici nazaj v Slovenijo. Come on! To je malo preveliko naključje, oziroma tle je bilo vse tako zelo veliko naključij in naključja ne obstajajo. O tem sem tudi pisala na mojem Facebook profilu in v bistvu to zgodbo uporabila za to, da pokažem, na kakšen način delujejo naključja. Naključij ni. In vse, kar se zgodi slučajno, je zgolj v bistvu je zgolj v bistvu to, ko resnica prihaja na površje, ampak se zavije v preplet naključnih dogodkov. Zakaj? Zato, ker pač energije vedno poskrbijo za ravnovesje.
in ravnovesje se ustvarja ravno preko naključij. Okay? Zdaj, tale direktor NPU je bil tudi na 24 ur, kjer je zagotovil, da ni dobil navodila od Goloba, naj pač ujamejo tega Picija, ampak je govoril, kako je bil pač to ta njihov postopek in kako je ta dežurni sodnik lihe dan, preden je mogel priti Pici v Ljubljano, izdal tole odločbo. Jaz temu direktorju ne verjamem. Ko sem opazovala njegov nastop, ni bil suveren in mislim, da vsak povprečen človek, vsak, ki ima vsaj malo sočutja, ko je gledal tale, če je gledal tale, pač kako se reče, no, ta poročila, no, vseeno, če je gledal tega direktorja NPU, je videl, da je ta direktor v zadregi, da se mu zatika, da ni glih suveren, da celo glas se mu je tako tresel, kar je logično. In kar mi je bilo všeč pri Aleksandru, je rekel, jaz njim ne zamerim. Oni opravljajo svoje delo in to delo je naročeno od onih ta višjih gor, kar se mi zdi zelo lepo in v bistvu kaže lih na to suverenost in kaže na to, da ima Aleksander tukaj dosti razčiščene pojme, torej ni jezen na vse, jezen je na tiste, ki so gor na vrhu in dajo navodila. Jezen je na sam sistem. In sam sistem držijo prav tisti gor vodilni, ne. V svojih krempljih, ne, pod pretvezo svobode. Wow. Potem pa je še ena zanimiva stvar. Piciju so zasegli 50 kosov računalniške opreme in to vse od računalnikov, diskov, ekranov, pač oziroma ekran verjetno ne, ampak vse, kar je takega, 50 kosov te opreme. Zasegli so mu neko orožje, kot pravi Pici, to je bila neka pištola, ki je bila nedelujoča in dobil jo je za darilo, in zasegli so manjše količine droge, to naj bi bila marihuana. Kot je Pici rekel, jaz mu verjamem, ampak on je rekel, da niti ne pije in se niti ne drogira, kar je seveda glede na to, kakšno poslanstvo si je izbral oziroma kakšno poslanstvo je začutil, se mi zdi to pametna poteza, zato ker je potem on lahko res clean, v smislu, tudi če ga kdaj preiskujejo, ampak on je tak smart, ne, on je tako pogruntal ta sistem, on ga je tako pogruntal, vsaj tako zdaj kot kaže, on ga je na tak lep način pogruntal in se ga je naučil v bistvu razkrivati. Kaj je naredil med hišno preiskavo? Preizkusil je eno svojo metodo, ki se je pač naučil v zaporu. Mislim, on je izpostavil, da se je tega naučil v zaporu, ampak to ni glih neka taka zaporniška zadeva, to počne veliko ljudi. Predvsem tisti, ki so taki pravi manipulatorji, ampak gre se v bistvu za to, da če ti hočeš opaziti, od kod puščajo informacije, različnim osebam poveš isto zgodbo, ampak na malček drugačen način z različnimi detajli. In potem opazuješ, kakšna informacija bo potem, ko pride cel krog, ko naredi cel krog tale telefonček, kakšna informacija bo prišla do tebe. In to je naredil torej tudi Pici, ko so bili kriminalisti pri njemu na hišni preiskavi, je imel možnost se pogovarjati s posameznimi kriminalisti, se pravi, vsake toliko je bil s kakšnim sam. In ko je bil sam, je vsakemu torej povedal neki košček zgodbe, dajmo reči, da je malček si izmišljeval oziroma malček prirejal te informacije ali pa jih pač namenoma prirejal glih zaradi tega, ker ga je zanimalo, ali informacije puščajo iz NPU ali ne. Ne, tako da recimo to je bila, dajmo reči temu, bela laž, ni lagal z namenom prikrivanja, lagal je z namenom razkrivanja. In zato ima potem tle taka laž čisto drugačno vrednost. Skratka, enemu od kriminalistov je rekel, da je 27.1. bil pri njemu na sestanku Stevanović iz stranke Resnica. Že par dni potem pa je Stevanović dobil mail iz 24 ur od enega novinarja, ki ga je spraševal, ali je bil res 27.1. pri Piciju na sestanku, zakaj je bil pri njemu in kakšne vrste sestanek naj bi to bil. Stevanović je potem Aleksandru poslal tale mail in mu rekel, kaj je zdaj to, kaj se dogaja, in Aleksander mu je rekel, hej, ne skrbi,
ti bom vse razložil, ni problema. In Aleksander mu je omenil to zgodbo, kako se je zlagal, ker ga je zanimalo, zlagal, kako je pač te informacije povedal različnim kriminalistom, ker ga je zanimalo, katera informacija bo prišla nazaj in kako dolgo bo trajalo in od koga bo prišla, da se naredi cel ta krog. In tako je ugotovil, da je ta kriminalist iz NPU, še to, 27.1., ne, na ta dan je bil Pici pravzaprav v Dubaju in je tudi objavil na svoj story video, ko je bil sredi puščave in se matral ta avto spraviti ven iz peska. Torej, Picija sploh ni bilo v Sloveniji, medtem ko kriminalistu pa je povedal, da je bil z Stevanovićem v njegovi pisarni. In seveda NPU kriminalisti niso preverili sploh te informacije, ampak so jo poslali takoj naprej višjim organom oziroma višjim ljudem, verjetno Golobu, in Golob je to pol nekako prenesel ali pa nekdo je potem prenesel na 24 ur in tako je naredila ta lažna informacija cel krog. Kar je lepo razkrilo dejstvo, da NPU ne dela zasebno, torej da razkrivajo informacije naprej, poleg tega razkrivajo informacije, ki jih sploh ne preverijo in razkrivajo jih na tak način, da pridejo do novinarjev, kar je zelo, zelo sporno. Take stvari bi mogle ostati v zaprtem krogu znotraj NPU, dokler se stvar ne razreši in razčisti do konca, ne pa jih puščati ven. In se mi je to zdela zelo, zelo pametna poteza na Aleksandrovi strani, glih zaradi tega, ker je na zelo prebrisan način predstavil zelo jasno, zelo konkretno, z zelo močnim dokazom, kako šibek je naš sistem. Potem se je še javila tale, kaj je ta Musar ali kaj je Muhar, ne vem, ta predsednica države naša, Nataša Pisar Muhar, kaj je, ne vem, sorry. Sorry not sorry, ker glej, zdaj pa, jaz nisem imela nobenega konkretnega mnenja za njo, briga me, ampak zdaj sem jim pa prav zamerila. Zakaj? Ko je bila ta zadeva s temi Romi in tistim umorom ali kakorkoli, je bila Nataša Pirc Musar, evo, zdaj sem se spomnila, Nataša Pirc Musar je bila v Novem mestu in je imela tam govor z meščani. Takrat je Aleksander se odločil, da bo delal dokumentarc o Romih, šel je tudi v romsko naselje in vse to. Poleg tega pa se je ustavil še v Novem mestu na tem dogodku Nataše Pirc Musar. In jo je začel spraševati, kaj bo naredila, kaj bo to, kaj bo ono, to je vse na YouTubu, tako da si lahko greste pogledat. Ona mu je odgovarjala na vprašanja, na koncu pa ga je vprašala, kdo ste pa vi? In se je on predstavil, da je Aleksander Repić in da snema pač ta dokumentarc o Romih. Ko je Aleksander ta video objavil, ga je videla tudi Nataša Pirc Musar in je svojemu sinu rekla, naj se zahvali Aleksandru v njenem imenu in naj mu pove, da je video zelo lepo naredil in da je zelo vesela zanj, ker ima toliko ogledov. Zdaj, po tej zadevi s tem NPU-jem in s tem, ko je Aleksander začel govoriti, da je bil v bistvu, da je Golob da je Golob dal ukaz, naj Aleksandra primejo, je Nataša Pirc Musar na X napisala nekaj v kontekstu, da ne moremo verjeti spletnim vplivnežem in da policija dela svojo nalogo korektno, zaupno in da je politično kako se že reče, pač da je ločena od politike, ne, da politika nima veze tle s policijo in temi postopki in da naj ne verjamemo torej tem spletnim vplivnežem, kar je bilo Aleksandru zelo smešno in je v bistvu poslal to sporočilo, napisal ji je, da jo njen sin tudi spremlja in da to je ta spletni vplivnež, ki je bil v Novem mestu in ga je ona vprašala, kdo si pa ti? Oziroma, kdo ste pa vi? Kar v bistvu še enkrat kaže, ne, na ta neka dvojna merila in kako takrat je bila ona vsa, ja, pohvali ga v mojem imenu, zdaj pa lih kontra, ne, in v bistvu verjetno se sploh ne zaveda, da je govora o eni in isti osebi. Kar tako, to samo kaže, kako je vse nekaj zblefirano, kako oni gor igrajo čisto neko svojo igro v svoje interese in tukaj so problem levičarji.
levičarji, ko sem jaz sem se zdaj tako zelo poglobila ampak poglobila v smislu raziskovanja svojih občutkov, branje drugih mnenj in primerjanje drugih mnenj s tem, kar jaz čutim v sebi, kaj rezonira z mano in kaj ne. Jaz bi rekla, da so levičarji krivi za probleme v naši državi že od same osvoboditve, sploh ni Janša. Janša kaj je bilo z Janšo, tako je bilo. Tako sem jaz to povzela in to meni je kliknilo in mi naredi tisto kljukico, to zna biti resnica. Torej, Janša, ja, ne, on je bil obsojen, ne vem česa vsega, ampak to so mu nastavljali levičarji. Desnica je imela 3 mandate, se mi zdi, vsega skupaj, torej to je 4, 8, 12 let, vse ostalo so bili levičarji. Levičarji so bili že skozi zelo močni in so, ko je bila desnica na oblasti, so samo potikali polena jim pod noge, zato da so potem desničarji izpadli kot neka slaba stvar za Slovenijo in so potem levičarji spet nazaj dobili svojo oblast in jo vodili v 3PM, ne. Jaz bi rekla, da je to zelo, da pije vodo, se mi zdi smiselno, tudi če gledamo ta Jaša Jenull, ki je na strani Levice, in zelo kritizira Janšo oziroma desnico, se je na koncu izkazalo, tako je ta Karin Planinšek, to je v bistvu iz stranke SDS, taka mlada punca, če ni celo ona ona je predsednica podmladka SDS, ja. Je pogledala, da v bistvu od tega Jaša Jenull, njegova mama je bila, ne vem, nekaj v občini Ljubljana, je bila nekako povezana tudi z Jankovićem, vsi so to ista banda, ne, in vlečejo sredstva in ne vem kaj vse. Tako da jaz tle, ko sem raziskovala to zgodbo, najbolj mi pije vodo zgodba ta, da so levičarji tisti ta glavni problem za našo državo in v bistvu so tudi oni prikazali Janeza Janšo kot nekega spornega. Jaz ne pravim, da Janez Janša ni nikoli naredil nobene napake, ziher jo je. Ampak verjamem pa, da je bilo marsikaj prikazano tako s strani levičarjev. To je seveda samo moja hipoteza, ne pravim, da je to dejstvo, okej? Res je. Mi je zapiskal telefon, ne vem, če se je slišalo. Okej. Zdaj pa dajmo potegniti črto s tem kibernetskim napadom, to smo, mislim, da vse povedali. Ja. Zdaj pa gremo na to truplo živali na plakatu Svobode. In to na Vrhniki, pazi to, na Vrhniki. Jaz živim blizu Vrhnike, v bistvu na meji z Vrhniko in Logatcem živim. Zanimivo mi je, zakaj glih na Vrhniki, ne, to mi je tako zanimivo naključje, ampak ne vem, skratka, na plakatu Svobode oziroma na panoju Svobode so našli, iz srede na četrtek se je to zgodilo, truplo mrtvega psa, obešeno. Grozno dejanje, obsojanja vredno, to pač hočem zdaj izpostaviti. Jaz obsojam človeka, ki je tako dejanje naredil, okej? To je nekaj, kar presega vse meje zdravega človeškega razuma, okej? Ali vam je to jasno? Ali razumete to? Da jaz tako razmišljam? Okej, hvala. No, dajmo zdaj proč ta čustva, v smislu smili se mi žival, dajmo ta čustva, pač enostavno jih vzameš, ta čustva, žival se mi smili in jih daš tam. Zakaj? Zato, da lažje pogledamo situacijo bolj široko, ker čustva ti zameglijo razum, okej? Zato je treba čustva umakniti, žival se nam zdaj več ne smili samo za čas te analize, okej? Ali vam je to jasno? Za čas analize bomo dali čustva, sočutje do te živali, žalost ob tem krutem dejanju na stran. V redu? Imamo to? Imamo, okej. Jaz sem razmišljala, kdo bi to naredil in zakaj, ne. Moj je iskal poti, kdo bi to naredil,
kakšen profil človeka, zakaj, kako bi ga lahko, kaj bi se mu moralo zgoditi, da bi on šel res v tako skrajnost. In tle sem našla veliko nekih različnih scenarijev, od tega, da je pač ta pes bil nek potepuški pes, ki je pač slučajno ga tam našel mrtvega in ga je izkoristil za to, da je pač obesil to. To bi mi zdel najbolj tak človeški scenarij. Ampak na vrhniki glih ni nekih potepuških psov, zato se mi ta scenarij ne zdi glih realen. Druga možnost bi bila, da je pač nekdo našel tega psa povoženega na cesti, slučajno, in ga je pač izkoristil. Ta scenarij se mi tudi zdi težko verjeten, ker malček preveliko naključje bi to bilo, tako preveč ampak glej, ne, življenje zna presenetiti, ampak dajmo reči, da to ni pravi scenarij. Tretji scenarij, da je to bil pes nekega soseda in ta pes je bil strašno zoprn, ker je lajal non-stop cele dneve, in dajmo reči, dva soseda sta si bila v sporu, po možnosti še zaradi politike, in ta sosed s tem psom tečnim, ki je lajal cele dneve in noči, je pač bil na strani svobode, in tle sta si tale dva obračunala in on je tam pač obesil kao v protest temu sosedu in hkrati svobodi. To bi se mi zdel zelo realen scenarij za to našo Slovenijo in tudi nekako pol opraviči dejstvo, zakaj bi nekdo šel v navednicah ubiti psa. Zdaj tako tisti, glej, rekla sem, to je dejanje, ki je obsojanja vredno. Ampak če pa tako pomisliš, če damo spet ta čustva na stran, če probaš biti manj sočuten z namenom, da ti raziskuješ različne situacije, predstavljaj si res psa, ki ga ima tam sosed, ali pa če si v bloku, da ti laja non-stop, ker to se dogaja. To se dogaja. In lastniki ne naredijo ama ništa. Zdaj seveda normalen človek, mislim normalen, zrel človek bi šel to bi poiskal primerne ustanove, ki bi to reševale, ali zavod za pač ta društvo za zaščito živali ali karkoli, da se pač poskrbi za tega psa, ker če laja cele dneve in noči, pomeni, da je lastnik malomaren. Ne, kakorkoli. Ampak recimo to bi bil en scenarij, ki bi bil meni tako, pač iščem, ker ne bomo zdaj sklepali, da je tega psa mučil nekdo, ki je pač psihični bolnik, ne. Ker psihični bolnik glih ne bi šel tega pol obesiti na plakat svobode. To je bil protest, se pravi, je bilo narejeno z možgani, okej? Ni bilo to narejeno iz neke, ne vem, umske zaostalosti. Pač to je bil protest, to je bilo načrtovano, okej? To je bilo z namenom predaje neke sporočila in to dela nekdo, ki ima razum, ampak nima čustev, in zdaj nima čustev, zakaj jih nima, ker je preveč jezen. Tle zdaj tudi obstaja možnost, čeprav ta mi ni tako realna, ne, da bi to bil nekdo, ki bi v bistvu svojega psa, mogoče tako, ne, imela sem še dve opcije, če je to lastnik, da je lastnik svojega psa obesil gor. Recimo lahko bi bilo, da je ta pes pač umrl, je bil bolan, so ga peljali na evtanazijo in so ga pol obesili gor. Sicer nekdo, ki je lastnik, mislim, ne moreš težko svojega psa gor obesiš, težko, pač vsaj tako, kot jaz dojemam svoje hišne ljubljenčke, oni so zame družinski člani. Oni so moji otroci praktično, ne. Ni pač samo pes ali pa samo mačka, ki tam lovi miši, ne, to je pač naš družinski član. In absolutno jaz kot lastnica psa tega ne bi mogla narediti in verjetno vsak normalen človek tega ne bi mogel narediti. Tako da ta scenarij mi ni realen, razen če obstaja res tako huda zamera zaradi te vlade, da se je temu človeku zgodila neka neverjetna krivica, recimo, da je izgubil službo, ker so dvignili minimalno plačo in je dobil odpoved in pol ni dobil socialne ali kakorkoli in je pač bil v revščini in ni mogel za tega psa niti skrbeti. Pač obstaja en kup, ne, scenarijev. Jaz sem to premlevala vse te možne scenarije, da bi našla tistega, ki bi mi naredil klik. Nisem ga našla sama. Bila sem pa na Facebooku, slučajno sem videla en video, na videu je bil eden fant, mislim, da je Stojanov se piše, je pa to en moški, mlajši moški izgleda,
mislim, da je letnik 85, uh, če sem, ja, se pravi proti 40. letu, oziroma tam nekje. Um, oziroma ima že 40, če je 85. No, živi na Floridi že 20 let. Študiral je politiko in je rekel, da to je tipična politična praksa v predvolilnih kampanjah. In sicer, kadar neka politična stranka v predvolilni kampanji pride v eno afero, se vedno v EDNO 2 dni po kampanji zgodi nek grozno travmatičen dogodek, nekaj, kar je pravno what the fuck, zakaj? To si oni naredijo sami sebi, zato da bi izpadli žrtve, oziroma zato da preusmerijo pozornost iz te afere in iz tega, da so bili slaba stranka, v to, da kaj se dogaja, kaj se nam dogaja. Se pravi, vsi se potem ukvarjajo s tem truplom psa, ki je bil tam obešen, namesto da bi se ukvarjali s programom, z njihovimi slabimi rezultati in s to afero, ki bi jo mogli raziskati in ugotoviti, kje se skriva resnica. To se mi je zdelo tako zelo, to, ko sem jaz slišala, je naredilo klik, ker to mi je edini logični razlog. In edini razlog, da rečem, oh my god, ok, to pa verjamem, da bi bil nekdo sposoben narediti, recimo, če pogledamo Goloba, on je zdaj pod izjemno velikimi pritiski. Zakaj? Ker se na površje prihajajo njegove napake, njegove laži, politiziranje policije in vsega tega stvari, vseh teh skritih dogovorov, ki se dogajajo v ozadju, ni da ni, pač padajo, ruši se njegov imperij in je toliko, tudi sama Svoboda je toliko pod pritiskom, da morajo nekako se iz tega stanja rešiti in oni so pod takim pritiskom, da bi bili dejansko pripravljeni žrtvovati žival za to, da bi preusmerili pozornost. Zakaj tako mislim? Zakaj tako mislim? Jaz imam občutek, oziroma jaz menim, da če bi bila jaz politična stranka, če bi bila jaz le gor na Robertovem mestu, če bi bila jaz nekdo, ki bi volila za pač oblast, jaz sem skoraj 100%, da če bi se na moji kampanji za mojo stranko zgodil en tak incident, jaz bi rekla, ok. Ljudje z mano niso zadovoljni, ljudje so jezni z mojo vlado, oziroma na mojo vlado, ljudje me očitno zelo sovražijo, očitno delam nekaj zelo, zelo narobe, da ljudi pripeljem v take skrajnosti, kot so trpinčenje živali za izvajanje protestov. In to je nekaj, kar jaz osebno ne morem dopustiti, zato se bom umaknila iz politike, ker očitno delam nekaj narobe. To bi jaz skoraj 100% rekla, če bi se meni zgodilo kaj takega, ko bi bila na neki taki poziciji. Kaj pa dela Svoboda? Kako to oni igrajo. Zelo enostavno je, kadar te nekaj tako močno gane, priti pred mikrofon in povedati s čustvi. Ja, sej oni govorijo s čustvi, to je moralno dno. To je moralno dno. Kaj takega se ne bi smelo zgoditi. To kaže, kako smo mi Slovenci zabredli globoko. Zato ljudje, dejte se zbuditi in dejte iti 22. marca na volitve, da to ukinemo. Mislim, a se vam je to zdelo, da je meni resnično žal? A se vam je zdelo? A se vam je zdelo zdaj, da je meni to grozovito grozno? Ja, če poslušaš samo besede, se ti zdi, ja. Če pa malček poslušaš energijo, če malček probaš začutiti človeka, vidiš, da je to en bullshit, ok, da glumi papka pred kamero. In to so vsi po vrsti iz Svobode, ki sem jih videla. Od Goloba, Golob sicer ni tega komentiral, vsaj jaz nisem zasledila, on je samo tam objavljal objave, ki so mu jih pripravili drugi. Tina Gaber, tudi neki tam jokcala, kako zdaj Golob, dala sliko, kako Golob leži tam na kavču in je prepustil mačkam prostor, ker on tako ljubi živali. Če bi on tako ljubi živali, bi odstopil še isti dan, ko se je to zgodilo. Ok?
Malček se je jeza prebudila v meni, se opravičujem, to je bil vulkan, ki je mogel izbrusniti vsa ta gnev, ki se nabira v meni. Oh moj bog. Gremo naprej. Do te Urške Klakočar Zupančič, ja, to je moralno dno. Ma dej, nehaj, no, nehaj. To bi se mogli, če bi oni dejansko bili sočutni do te živali, bi se oni postavili na stran in bi rekli, ljudstvo, mi se zdaj umikamo iz kampanje, vidite naše rezultate, če so vam všeč, pojdite na volitve in nas volite. Če vam niso všeč, prosim, izberite druge kandidate. Poglejte našo politiko in sami presodite, ali je ta politika nekaj, kar si želite tudi v prihodnosti. In vsi bi rekli ne, razen pač tistih par 100 000 ljudi, ki so ne. Slepi, ki vidijo samo svoboda, ne, svoboda in wow, zvišali bodo minimalca, wow, zvišali bodo pokojnine, wow. Pa kaj ti bo višanje pokojnin, če se cene sam višajo in višajo, kaj ti bo višja pokojnina, na istem kurcu boš kot prej, kaj ti bo višja plača, če cene grejo konstantno potem gor, kaj ti bo višja plača. Treba je čisto drugače to narediti in druge stranke imajo absolutno boljše rešitve. Jaz nisem ekonomist, tako da ne morem vedeti, če so njihove rešitve prave ali ne, ampak meni osebno se zdijo absolutno bolj logične kot pa ta sranja, ki jih dela Svoboda, okej? Okay? Oh my God. Wow, kako mi je to všeč, ko tako dan čustva ven, svobodno. Svobodno, to je svoboda, ne pa to, to je moralno dno. Moralno dno, kaj takega si ne bi smeli dopustiti, zato ljudje, gremo na volitve, pravilno se odločite. Ja, pravilno se bomo odločili, se bomo za karkoli drugega, razen za to svobodo. V redu? Super. In upam, da vsak, ki ima 2 celice možganske v glavi, bo to dojel še pred 22. marcem. Zakaj to govorim? Zato, ker je treba tega goloba sfukati dol iz prestolčka, zato, ker ta golob je zasral celo Slovenijo in konec. To je moje mnenje in vse bolj se kaže, da je temu tako. Žal, jaz nisem imela nič proti njemu, oziroma nikoli mi ni bil všeč, če sem čisto iskrena, ampak nisem se nikoli tudi ukvarjala s politiko, tako da ne morem zdaj ocenjevati, ali so oni dobri ali so slabi. Jaz verjamem, da Gibanje Svoboda je lahko dobra stranka, če je na predsedniškem stolu te stranke nekdo drug. Golob je narcisoiden. Kaj je rekel? Rekel je, da če bo drugo mesto, bo odstopil, upam, da se bo tega držal, ampak skoraj zagotovo se bo držal. Zakaj? Ker je rekel to, da on igra nogomet. Če izgubi, se pa bere dol. Tako da je ful pomembno, da Gibanje Svoboda izgubi oziroma da pride na drugo mesto ali še manj. Zakaj? Zato, da se Golob spoka, da odfrči z tega prestolčka, ker njemu ego ne bo dal, da je on zdaj v opoziciji. Ne? In zato je ful pomembno, da grejo na drugo mesto, ker to sem videla, tukaj sem dobila upanje, da bo Golob odstopil, zato ker njemu ego ne bo dal, da on je v opoziciji. On ne igra dolge igre, on je prišel na tekmo zmagovati in dokler bo zmagoval, bo gor. Prvič, ko bo poražen, se bo z repom med nogami pobral proč. In to je pomembno, da gre on proč. Kaj bo potem z Gibanjem Svoboda, ne vem. Če bodo dobili kakšnega pametnega predsednika, pametnega in mentalno in tudi osebnostno in tudi intelektualno in tudi, da bo fair in pošten in da bo dejansko stremel k svobodi, ne pa k svobodi v navednicah, če poslušaš slučajno. Torej, svoboda odprta, ne pa svoboda v navednicah, okej? To dela zdaj pač Golob. Pač lej, tako se jaz počutim, kaj ne rečem. Jaz to ne, to je moj občutek od znotraj, to so moja mišljenja, to so moja opažanja, nima to veze z nikčemer. Pač, če se mene vpraša, ali sem srečna, jaz sem srečna, jaz sem zelo srečna. Jaz sem zelo srečna s svojim življenjem. Ali sem srečna z ureditvijo v državi? Ne. Ali sem srečna z našim sistemom? Ne. Ali sem srečna z življenjem v Sloveniji? Ne. Ali se počutim svobodno? Ja, jaz sem svobodna. Ampak ali se počutim svobodno kot državljanka? Ne. Ne, ne, ne in ne. Okej, tako da, ja. Wow, sem se spucala, ker sem zdaj tako lahkotnejša. Wow. Tako bi mogli vsi povedati svoje mnenje na glas.
In mogoče še to naj dodam, ne? To je zdaj ful popularno, da se to dodaja. Nimam samomorilskih misli, zadovoljna sem s svojim osebnim življenjem, če odmislimo državo in sistem in vse to. Jaz sem zadovoljna s svojim življenjem, srečna sem, imam čudovitega partnerja, zelo lepo se razumeva, večino časa sem doma. Torej nimam samomorilskih misli, če se mi karkoli zgodi, golob je kriv. Ne, skecam. Ne, mislim, ne. Samo hočem reči pač to, ne. Dejansko ljudi je strah govoriti svobodno, izražati svoja mnenja, povedati, kaj si mislijo. Zakaj? Zaradi tega, ker se dogajajo potem take stvari, da so te ljudje utišani na tak ali drugačen način, kar je žalostno. V ustavi imamo zapisano pravico do svobode govora, ki ne sme biti žaljiva. Okej, jaz sem bila malo žaljiva, priznam. Ampak glej, to je pač del izražanja. Zakaj? Ker to je moje mnenje, to so moji občutki. In vse nekaj pa filtrirati in cenzurirati, to potem ni svoboda govora. Ja, malo sem zdaj tako, ne, ono, ko sem bila žaljiva, ampak to so bila, glej, če zdaj, ko sem se energijsko, čustveno, ko sem se spucala, bom tako rekla, jaz se z svobodo ne strinjam, zelo so me razočarali, nikoli me niso presenetili, ampak z vsem tem, kar se zdaj dogaja, so me absolutno razočarali, gnev so prebudili v meni, gnev. Jaz te politične stranke ne vidim več kot neko stranko, ki stremi k svobodi, ampak vidim jo kot neko propagando, neko lažno masko, zavajanje ljudstva, nekaj, kar dela več škode kot koristi. In Robert Golob, če lahko zdaj, ko sem se energijsko spucala oziroma čustveno spucala, Robert Golob, glej, je tak, kot je. Za moje pojme ima preveč takih glupih izjav, ki niso primerne za predsednika vlade. Njegova vladavina oziroma njegov način vlade se mi ni zdel korekten. Mogoče še to iz soočenja, ko mu je Janša rekel, oziroma ko je Janša odgovoril na vprašanje, ali se on strinja s tem, da Golob ni odstopil, ko je KPK rekla za to integriteto. Janez Janša je rekel, ne bi, za to, kar je KPK rekel, jaz mislim, da ne bi rabo odstopiti in da je pač bilo kot prav, ker ni odstopil zaradi tega, ampak on bi mogel odstopiti zato, ker je to obljubil. In to se mi je zdelo tako lepo povedano iz Janševe strani, ker je to res. Tudi jaz sem bila mnenja, da to, kar je KPK dala ven, da to je bilo bolj tako kar nekaj, ne. In da zaradi tega res Golob ne bi rabo odstopiti, ampak glede na to, da je on rekel, ja, bi odstopil, če KPK določi, da sem kršil integriteto, bi se mogel držati svojih besed in tako bi on pokazal svojo integriteto, da se drži tega, kar obljubi. Ne, da stoji za svojimi besedami. In glede na to, da je bilo to zdaj ob koncu mandata, bi dobil tako zelo veliko plus točk in bi se mu potem obetal nov mandat. Tako pa samo globlje in globlje pada v svoj lastni drek. In lahko je on izjemen človek, tudi lahko je wow, super, ok in sploh v redu. Jaz ga ne bom kritizirala kot človeka, kritiziram ga zgolj kot politika in kot politika ima vse najslabše ocene, kar je možno. Niti ene pozitivne točke več nima pri meni. Imel je nekaj upanja, ampak to upanje je še zdaj se do konca ugasnilo. Hvala lepa, brez zamere in adijo. In razmišljajte za svojo glavo. To so moja mnenja, nisem jih dala sem zato, da jih poberete zase, ampak da jih preučite pri sebi in poberete tisto, kar rezonira z vami, kar v vas vzbudi tisti občutek, wow. S tem se lahko strinjam, s tem pa se ne. In prav je, če se s čim ne strinjaš z mano. Nismo tukaj zato, da se kregamo, tukaj smo zato, da si delimo mnenja in razmišljaj s svojo glavo in stoj za svojimi besedami, stoj za svojimi dejanji. Čau.